V Murski Soboti od 26. marca pa vse do 2. aprila poteka poseben športni dogodek, profesionalni teniški turnir, ki so ga odprli z novinarsko konferenco. Uvodne besede so pripadli županu mestne občine Damjanu Anželju. Ja, pravijo, da smo mi tukaj nogometni narod, ampak smo tudi teniški, kajti zgodovina tenisa v Murski Soboti sega v letu 1926 in bomo kmalu praznovali 100. obletnico. In tukaj gre prvi vrsti zahvala vsem prejšnjim generacijam, ki so tukaj se ukvarjali s tenisom in seveda še posebej pa sedajšnjemu vodstvu, kajti v vsakem društvu so vzponi in padci in lahko povem, da zdajšnje društvo, vodstvo dela izjemno dobro zgodbo, odlično in seveda kot županom je to veliko veselje. Pa da odgovorim na vaše vprašanje, nogomet, košarka, predvsem, kar se mene tiče, v mojem kraju, ker sem tudi bil podpredsednik športnega društva, pa imamo tudi teniško igrišče, ampak nažalost je tam nekako, smo majhen kraj, ta želja, volja po tenisu nekako zastala, čeprav smo se v društvu trudili, da spostavimo ponovno igrišče za igranje tenisa, nekako ni zaživelo in sedaj nam tisti objekt ni najbolj v ponos, se pa bomo potrudili, da ga čim prej obnovimo v takšni ali drugačni obliki. Sem pa poskušal igrati tenis, ampak kot sem povedal, nisem največji talent za tenis. No. Kot športni navdušenec, lahko se tako poimenujem, vsekakor šport zavzema pomembno vlogo v družbenem življenju in tudi seveda v naši občini. Dejstvo je, da tudi v primestnih naseljih nekako imamo vzpostavljena te športne objekte, športne centre, ki so nekako poleg gasilskih domov središča dogajanja v samem kraju. Mesto Murska Sobota pa že zgodovinsko slovi po dobrih športnikih na različnih področjih in glede na športno infrastrukturo, ki jo premoremo, dejansko dosegamo nadpovprečne rezultate. Vsak tak turnir, kot je današnji in dejansko, ki je tudi dokaz dobrega dela vodstva, sedanjega vodstva, se mednarodni takšni turnir v tej obliki vrača po 25 letih Mursko Soboto, dejansko je tisti segment, ki nekako se odraža, potem rezultati se odražajo na različnih področjih, tako v gospodarstvu, v turizmu in to so zgodbe, ki nas zanimajo. To so zgodbe, ki nas nekako postavljajo na zemljevid tako športni, se pravi teniški, kakor tudi v samem turizmu. In vesel sem, da smo ta turnir pripeljali k nam v Mursko Soboto in seveda se bom tudi kot župan trudil, da postane tradicionalen in mogoče, da tudi na tej zgodbi, ki se pravkar začenja, zgradimo še eno uspešno zgodbo tukaj v Murski Soboti. Tudi direktor Zveze Tenis Slovenija Gregor Krušič je spregovoril o turnirju in tekmovalni infrastrukturi. Kar se tekmovalne infrastrukture tiče, je del tega tudi seveda profesionalni teniški turniri z različnimi nagradnimi skladi. Lansko leto 2011 je bil potem naslednji poslovni model ali pa nadaljevanje le tega, da se premaknemo v zimsko obdobje. To nam je uspelo sprva se dogovoriti z mestno občino Maribor, kjer prav tako zelo razumejo tenis in so podporniki tega športa. Najlepša hvala in zahvalil bi se še enkrat pa tudi mestni občini Murska Sobota za podporo pri temu tekmovanju. Moramo vedeti, da sama, bi rekel, budžet turnirja ni majhen in pri temu mestna občina sodeluje kar s polovico, tako da brez njih nikako ne bi mogli tega organizirati. Naj izkoristim priložnost tudi za DTC, ker bi se ravno tako želeli zahvaliti za podporo in kot imenski sponzor podpirati ta izjemen turnir. Izjemno veliko nam pomeni, da je to v zimskem času, izjemno veliko nam pomeni, da je to lahko v taki izjemni infrastrukturi. Ogledali smo si jih tudi z našim glavo Tenis Slovenije, mi radi temu rečemo, gospodom Miranom Kraševcem in pa sodelavcem iz marketinga in ocenjujemo kot eno izjemno športno prireditev, teniško, kot en izjemen mednarodni dogodek. Ja, kot prej povedano, nam zelo veliko pomeni, da se tenis prebuja v bistvu, pa ne samo, se prebujanje že bil, ampak tako močno nadgrajuje tudi v severovzhodni Sloveniji, se pravi Murski Soboti oziroma tej delu Slovenije in to bomo nedvomno že podpiramo, ne samo s tem turnirjem, mislim, da smo to izkazali tudi za nedavno prav tako odlično lokalno organiziranim mednarodnim mladinskim turnirjem, kar tudi ni mačji kašelj, le teh je v Sloveniji zgolj 15 in en izmed teh je bil v Murski Soboti in pa vrsto ostalih nacionalnih turnirjev, kjer si jih prav tako želimo
kvalitetno organizirati oziroma z tukajšnjim klubom izvesti na tem lokalnem območju. To izjemno pomeni v bistvu za razvoj ne samo lokalnega, ampak tudi slovenskega tenisa, ker konkurenca iz vseh koncev pomeni za vse samo dobro in hvala lepa za to sodelovanje. Ja, mogoče bi samo omenil, da v bistvu ne samo v tem času na tem delu Slovenije, ampak istočasno poteka samo še en velik turnir, tako da se pravi res da v Miamiju, ampak dejstvo je v bistvu, da sta to edini dve tekmovanji, ki se worldwide dogajata, kako ste mu reči, na svetovnem formatu, tako da ni samo Slovenija in lokalno, ampak turnir odzvanja tudi globoko v Evropi, ravno kar smo tudi prišli iz skupščine Tenis Europe v Barceloni, kjer smo se veliko pogovarjali o teh dveh turnirjih, ki jih tukaj organiziramo. Kar se Billie Jean King Cupa tiče, 14. in 15. april v Kopru, kar je novega je to, da smo izvedeli v bistvu tudi imena nasprotne ekipe, katerih se nismo ustrašili, oziroma prva igralka Bogdan je nekje v rangu naših dveh tekmovalk, tako da z tega naslova seveda nadaljujemo politiko selektorja 51-49, kar se tiče napovedi glede zmage in poraza, ampak šalo na stran, sigurno bomo najmanj konkurenčen nasprotnik, lahko se pa nadejamo ne samo izjemne, kako bi rekel, izjemne klime in tekmovalnega vzdušja, ampak tudi mogoče s kančkom tiste športne sreče, tudi en spektakel, spektakularni rezultat, da se bi uvrstili v svetovno skupino Billie Jean King Cupa, svetovnega prvenstva v tenisu, bi bilo nekaj nepozabnega. O organizaciji tovrstnega turnirja sta spregovorila tudi Primož Starčič in predstavnik glavnega sponzorja družbe BTC Mitja Horvat. Res smo veseli, da nadgrajujemo zgodbo, ki se je v Murski Soboti pričela oziroma končala z profesionalnimi turnirji pred 25 leti. Tukaj so nastopali takrat igralci, ki so potem v svetovnem tenisu tudi nekaj pokazali, pomenili. Tako da za naš klub oziroma za regijo so turnirji, ki jih v sodelovanju s Teniško zvezo Slovenija organiziramo, izjemnega pomena za razvoj naših tekmovalcev, tudi ostale širine članov teniškega kluba, teniških šol in tako dalje. Kajti tukaj lahko predvsem bi izpostavil dve mladi igralki, ki sta v mladinskem tenisu obetata zelo veliko. Moram reči, da smo presenečeni glede zasedbe jakosti turnirja, saj prva igralka, prva nosilka se nahaja okoli 100. mesta in ta glavni turnir, v katerem je 32 igralk, zaključuje igralka, ne vem, tam blizu 300, se pravi, to je turnir ranga kvalifikacij Grand Slama, to sem poudaril in to je zelo močen turnir, predvsem zdaj ob prehodu sezone, ki že celo Sredozemlje oziroma ta del Evrope prehaja na pesek, tako da smo presenečeni glede zasedbe. V štartu je bilo prijavljenih okoli 550 igralk, to bi rad izpostavil, da v glavni turnir jih sprejmemo 32, kvalifikacije smo naredili zaradi igre na dveh igriščih na 24 in pa 16 parov je v dvojicah. Udeleženke pa so iz 21 držav, tako da smo zelo zadovoljni z udeležbo. V glavnem turnirju, še to bi povedal, igra 5 Slovenk, najvišja uvrščena je Nina Potočnik. Naše dve domači igralki pa sta dobile povabilo za kvalifikacije in se odrezale odlično, tako da sicer sta pa izgubile. No, jaz bi mogoče samo za uvod eno misel izjavo, ki bi jo moral na glas povedati. Veseli me, da se je našel po tolikih časih en tim, en par, ena ekipa, ki ima jajca organizirati sploh tak turnir v naših krajih in mi pravimo mic po mic, malo po malo in z skupnim delom, z trdo voljo lahko naredimo marsikaj tudi mi Prekmurci in to dokazujemo vedno bolj. To dokazuje tudi nova ekipa mestne uprave. Jaz sem vesel, da imamo tudi novega župana z posluhom za take stvari in sem prepričan, da tudi mestna uprava v takih dogodkih vedno stoji ob strani, ker nazadnje kakorkoli taki dogodki so
ne samo dobra kako bi rekel, promocija Prekmurja, promocija nekih zanimivosti, ki jih imamo v našem okolju, ampak kakorkoli tudi dokažemo, da na mednarodnem nivoju lahko sodelujemo, organiziramo kaj takega in BTC z veseljem podpira take dogodke. Konec koncev smo jih samo v lanskem letu podprli več kot 160, podpiramo posameznike, organizacije, tudi v našem domačem okolju se zavedamo te odgovornosti in še enkrat z veseljem tudi v prihodnje. Veseli me, da je super udeležba na tem turnirju. Želim si zmagati seveda našim domačim, da bo čim boljše in želim vso srečo tudi naprej in velik aplauz še enkrat organizatorjem.